Razlog, da ste potrebovali zdravljenje s transplantacijo, je genetska napaka. Vprašala bi vas, kaj je pomenilo za vas to, da ste izvedeli za diagnozo, da ste se spopadli s tovrstnim zdravljenjem, glede na to, da ste bili prej vedno aktivni, vam je to pomagalo premagati bolezen? No, seveda, ko dobiš tako diagnozo, neugodno, pa nek emfizem, besede sploh nisem znala izgovoriti, mislim, da vsak normalen človek reagira enako. Strah, kaj ćem reči, groza, kaj se mi je zgodilo, no in potem seveda tako kot običajno, zakaj jaz, mogoče so se pa zdravniki zmotili, pa vse tisto proces, ko moraš v bistvu eno tako diagnozo nekako pri sebi sprocesirati, prežvečati, se pozanimati, se umiriti, se spopasti s tako situacijo, ko iščeš oporo vse naokrog in jo potem hopefully ali kako že, jaz sem jo dobila pri družini, pri prijateljih, pri sodelavcih, pri alpinistih, plezalcih, poslovnih partnerjih. In to mi je dalo dodatno neko oporo ali pa moč, da zmorem, da bomo zmogli, da bomo to nekako rešili. Seveda v prvi fazi mi še na misel ni prišlo, da bo kakšna transplantacija ali kakšne take strašne operacije, ker seveda, ko prvič slišiš za besedo transplantacijo, te malo posede na tla in se ti zdi, da je poseg strahoten in grozen in nevaren in strašen in da tega ne boš zmogel. Ko pa malo urediš misli, pa se malo zbereš, pa se pozanimaš, če imaš, bi rekla, oporo pri zdravstvenem osebju, ki sem jo jaz imela, ti pojasnijo, kako stvari potekajo. Je pa potem stvar vsak dan, bom rekla, manj grozna, ne bolj grozna. Ko ugotoviš, da je to tak poseg, pravzaprav po 30 letih, kar to počnejo, že utečen, da so rezultati izredno dobri, da boš itak umrl, če ne boš dobil novih pljuč, potem se stvari nekako postavijo na svoje mesto in enostavno se pripraviš na to, da tako bo, rabiš še en velik lonec optimizma, pa majčkeno sreče, pa malo trme, pa gre. In vsa ta podpora, opora in seveda tudi osebna odločenost pomagata premagati tudi takšne ovire, kot je denimo pri transplantaciji čakanje na ustrezen organ. Ja, to čakanje zna biti dolgotrajno, no. Jaz sem čakala 14 mesecev, nekako, če bi vnaprej vedela, da bom čakala 14 mesecev, bi me verjetno malo potolklo. Tako je bilo pa, povprečna čakalna doba je 3 do 6 mesecev, okej. Enkrat do zime bo, ni bilo do zime, no, enkrat do pomladi bo, do 1. maja bo pa sigurno. No ja, do poletja bo pa res sigurno. No, potem je prišla pa že jesen, potem pa je pa res bilo. In potem, ko pride klic, da ste na vrsti, da odidete na Dunaj, kako se je potem odvijalo zdravljenje? No, klic je bil, bom rekla, odrešilni klic, res veselje mene in moje družine. Evo, dočakali smo, brez tistih pomislekov, kaj pa če, nič ni bilo tega. Vsi smo razmišljali, bo. Ko sem se pa zbudila, približno 24 ur so me držali v umetni komi, ko sem se pa zbudila, je bilo pa en nepopisen občutek sreče in olajšanja, ker nisem bila več intubirana in sem že dihala s pljuči, s svojimi novimi pljuči in je bilo, mislim, tega občutka pa ne bom do smrti pozabila. Diham, lahko diham čudovito, res nekaj fenomenalnega,
kakšen čudovit občutek po teh letih, ko si vsak dan slabše dihal, da vdihneš lahko spet in veš, da boš dihal in da si dobil novo življenje. In v tem novem življenju dihate na novo, na polno, v vseh podvigih, ki jih imate pred seboj in tudi za seboj. Lahko o tem poveste nekaj več. Zakaj plezanje, kako vam pomaga, je to svojevrstna meditacija? Ja, plezanje mi je res, ko sva začela plezati z možem, je bilo to eno tako odkritje, da se pri plezanju na nek način, čeprav je napeto in resno, da se pri tem pravzaprav sprostiva. In tudi ta stik z naravo je nama obema z možem ogromno daje. Da si na svežem zraku, da se nekje proč od vsakodnevnih problemov. Ta občutek se mi zdi, da nama daje dodatno moč, zagon in optimizem. Seveda po transplantaciji je bila moja prva misel, kdaj bom lahko šla spet v hribe. In to se je v bistvu z malo trme in z malo redne vadbe tudi dosti kmalu uresničilo. In takoj, ko sem spet bila v hribih, je bila spet dodatna motivacija, da je treba s takim početjem nadaljevati. Mislim, da je res ta fizična aktivnost, ki jo tudi zdravniki poudarjajo, vsakodnevna. Ni treba, da si ekstremen športnik, ni treba, da si himalajec, ampak vsakodnevna potreba po gibanju je del človeka, je del nas. In s tem gibanjem, gibanjem v naravi dobivamo dodaten optimizem in dodatno moč tudi za spopad z hudimi življenjskimi situacijami, preizkušnjami, ne samo z boleznimi. V naravi se mi zdi, da najdemo lahko vsi neko dodatno spodbudo ali pa dodaten zagon pri premagovanju težav. Z optimizmom in notranjo močjo, ki kar sijete iz vas, pa dajete tudi vsem, ki so še vedno, ki so tudi danes na čakalnem seznamu za transplantacijo, zelo dobro sporočilo. Ja, upam, da ga res dajem, zato ker se mi zdi, da je zelo pomembno takrat, ko si v slabi situaciji, ko še čakaš, da ne izgubiš upanja. In tudi takrat, ko slabiš, ko res izgubljaš življenjske moči, je treba vsaj v glavi ostati optimist in potem, ko lahko spet zmoremo, je res pomembno, da smo aktivni. Bom rekla tudi, da se držimo predpisanih terapij, da jemljemo zdravila, ki so nam jih zdravniki predpisali, tudi če imajo negativne stranske učinke, ker nam jih niso predpisali zato, da bo farmacija služila, ampak zato, da bo ta naš nov organ služil nam čim dlje.